dober večer, dober dan, lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v naši oddaji, v kateri vam damo marsikater zlat nasvet za lepoto, skratka za to, kako poskrbeti za te stvari, da se v njih najbolje počutimo. Govorim seveda o našem telesu, o naši koži in vse, kar sijemo navzven. Center lepote, sprostitve bi lahko rekli, skratka vsega najlepšega Biona je tudi tokrat z nami in iz Bione tokrat pozdravljamo Viktorijo Suhovešnik. Viktorija, dober večer. Dober večer. Danes se bova posvetili negi nog, predvsem to je, se mi zdi, velik del našega telesa, ki mu včasih posvečamo premalo pozornosti ali pa se mogoče premalo zavedamo, kako je na ogled ta naš del telesa. Noge so nekaj, kar delajo izjemno nalogo, dejansko nosijo vso našo težo, tako zgornji del kot tudi spodnji del nog. Pozabljamo ljudje na te naše noge ali se spomnimo kdaj na njih, pa jim privoščimo pravo razvajanje? Ja, torej v veliki meri pozabljamo oziroma jim zagotovo premalo pozornosti posvetimo večinoma. No, kakorkoli pa nekateri pa so zelo pridni in redno obiskujejo kozmetične salone in seveda nego vseh nog, Tako. Ja. Danes bova, Viktorija, tudi midve malo spomnila naše gledalke, gledalce, naj malo razmislijo o tem, kaj vse nudijo dejansko kozmetični saloni. In v Bioni ste vedno znani po tem, da dejansko poleg odličnega vzdušja, ki ga ljudje kar malo potrebujemo, ko damo sebe, mogoče takole vam v roke, po domače rečeno, je izjemno pomembno, da je v prijetnem prostoru vse skupaj s prijetno glasbo, ki te kar ponese, da se dejansko res lahko prepustiš, ker je težko iz zunanjega sveta kar hitro preklopiti, ampak v Bioni je to, se mi zdi, čisto skoraj da enostavno, si skoraj da ne moremo zamišljati, kako lahko to storimo in seveda se prepustimo potem vsemu temu. In o pedikuri, recimo, največkrat verjetno razmislimo, ko razmišljamo o naših nogah. In tudi na področju pedikure ste v Bioni strokovnjakinje prave. Ja, tako je, že kar nekaj let se pedikura uvršča v eno glavnih storitev v našem salonu. In na področju pedikure tudi nasplošno kar naprej prihajajo novosti, tako da poleg klasične estetske pedikure izvajamo tudi medicinske pedikure in pa se pravi različne tehnike, ki pomagajo pri problematiki, torej težava z nogami in pa predvsem in pa tudi estetski postopki nekako napredujejo. No, zanimivo, estetska pedikura in medicinska pedikura, poznamo izraza, ampak kaj točno prinaša recimo estetska pedikura in pa kaj medicinska? Zdaj bova malo razdelali oba pojma, da vidimo sploh, kaj moramo najprej uporabiti. Ja, tako, torej estetska pedikura že beseda pove, da gre za bolj lepotni poseg tako na nogah. In sicer gre za v bistvu urejanje nog, takšno, ki ga sicer si tudi nekako znamo narediti doma, pa vendarle gre za bolj precizno tehniko, se pravi gre za odstranjevanje odmrle trde kože, ki jo v bistvu odstranjujemo na dva načina, torej eno je mokra tehnika, eno je suha tehnika. Torej mokra tehnika se izvaja z rezili, da se torej odstrani z rezili odvečna koža in potem se še na suho v bistvu lahko spili, zbrusi, da je popolnoma gladka. Ne boleče. Ne boleče, popolnoma ne boleče. In pa seveda oblikovanje in estetika nohtov, torej ne samo krajšanje, temveč tudi brušenje, poliranje, oblikovanje nohta in nenazadnje sploh v času, ki prihaja, zelo aktualno seveda tudi lakiranje. Tudi trajno lakiranje. Tako več tehnik lakiranja, poleg klasičnega lakiranja, pa tudi francoske tehnike, ki je že kar nekaj časa tudi v uporabi, se pa izvaja tudi trajno lakiranje, torej barvanje nohtov. Trajno v smislu
da je bistveno dlje nekako obstojno od klasičnega laka. Idealno je to ravno za te dni, ki prihajajo, za poletje. Zanimivo je tudi, pravijo, da nam nohti na nogah rastejo malenkost počasneje kot na rokah, zato je takšno lakiranje skoraj, da ga lahko pravimo enkrat ali pa največ dvakrat na sezono. Ja, praktično ja, tako je. Ja. Torej tudi vse te tehnike, se pravi ta trajna tehnika, gre za v bistvu barvne mase, ki se strdijo z UV lučko ali pa z LED lučko. To ženske že kar dobro poznamo, tudi pri manikuri se uporabljajo identični lakci. Da so pa na nogi bolj obstojni, je pa več razlogov. Torej, eden je ta, da nohtki počasneje rastejo in da se v bistvu ta narastek kasneje pozna. In drugo je, da noge kljub temu niso toliko izpostavljene kot so roke, tolikokrat dnevno v vodi. Umivanje rok pa tako. In zaradi tega v bistvu je praktično najmanj mesec dni obstojno. So tudi zelo prožni, tako da se ne odlušči recimo, ampak se pozna samo narastek v bistvu. In zaradi tega potem stranke se odločijo, da damo dol in ponovimo. Tako da 2-3 postopke na sezono, pa je tukaj že jesen. Pa lepo tudi izgleda, kar je izjemno pomembno. Veliko ljudi namreč pogleda človeka tudi v noge. In poleti, ko so noge bolj odprte, je še to toliko bolj pomembno, da imamo tudi noge urejene. In preden si nalakiramo recimo nohte na nogah, preden jih tako olepšamo še z tega vidika, je seveda treba poskrbeti za to, da so noge zdrave, da so lepo urejene. Tako. To je pa potem pride tisti medicinski del na vrsto tudi? Ja, se pravi, dobro, poleg estetske pedikure, pri kateri smo že omenili, kaj vse nekako zajema, je pa medicinska pedikura tista, ki rešuje tudi problematike, kot so vsem znana težava z vraščenimi nohti, potem so tukaj otiščanci, kurja očesa, glivične obolenja, kože in nohtov. In to vse v bistvu nekako zajema medicinska pedikura, pa potem še posebna pedikura za težave z nogami pri ljudeh, ki imajo diabetes, torej to imenujemo nega diabetičnega stopala. Se pravi, tudi razna bolezenska stanja se odraža na naših nogah. Tako, diabetes je ena posebna bolezen, oziroma se nekako posebej odraža tudi na nogah, to vsi diabetiki zelo dobro vejo, pa vendar premalo dajo nekateri pozornosti na to. Gre za to namreč, da morajo dnevno pregledovati noge. Če so to starejši ljudje, pa se malo težje pridejo do svojih stopal, si lahko celo pomagajo z ogledali ali kakorkoli, samo pomembno je, da si jih pregledujejo. Gre namreč za to, da imajo bistveno poslabšan občutek se pravi, sploh ne čutijo nog, delno lahko celo. In ko pride do problema, praktično niti ne vejo, da ga imajo. Sicer mi vemo, če nas čevelj žuli ali če nas nekaj tišči, boli, to občutimo, oni pa recimo jih lahko imajo že kar hude težave in rane, pa jih praktično nič ne boli, niti ne vejo. Za to, da je stvar še slabša, je pa to, da se v bistvu težje tudi celijo te rane. In pridejo lahko v nek začaran krog, tako da nega diabetičnega stopala je izredno pomembna, vsakodnevna nega doma in pa redno obiskovanje kozmetičnega salona oziroma pedikure, kjer v bistvu poskrbimo za to, da preventivno, da sploh do težav ne prihaja. Pa tudi če, da je dejansko se dezinficira, oziroma da ne pride do dodatnih infekcij. Tako, pomembno je tudi, da uporabljajo ustrezno kozmetiko vsakodnevno, je zelo pomembno, s čim si negujejo noge, kakšne so mila, kakšne so kreme in pa tudi kakšno orodje se uporablja pri samem postopku, zato ker enostavno ne sme priti do nikakršne poškodbe in rane. Ne sme, sploh se ne sme zgoditi. Tako, sploh ni vprašanje. No in recimo zdaj, ko govoriva o estetski pa medicinski pedikuri, ljudje, seveda, če nimaš težav, nekako, ampak vseeno po zimi nosimo, ne vem, imamo naše noge bolj zaprte, ne dihajo toliko.
potem kakšni otiščanci tudi nastanejo ali zaradi kakšnih čevljev, mogoče tudi ozebline tu in tam, lahko dobimo po zimi, pa se sploh jih ne vzamemo po domače rečeno, ampak verjetno se potem kaj pozna. Kako potem začeti spomladansko nego nog? Recimo, če nimamo nobenih težav z nogami, je vseeno treba prevetriti naše noge na spomladanski čas oziroma potem, da jih bomo lahko imeli odprte poleti. Tako. Torej, so težave, ki se nekako rade pojavljajo predvsem v zimskem času, ravno zaradi tega, ker imamo ves čas nogavice in seveda smo tudi konkretno obuti v težje, bolj zaprte, bolj tople čevlje. In takrat prihaja do problematik druge vrste, kot recimo se poslabša stanje, naprimer pri ljudeh, ki imajo težave z gljivicami, ker je ves čas noga zaprta v toplem in vlažnem okolju. Idealno okolje za razvoj. Tako je super gojišče za gljivice. Potem, naprimer, tudi ta težka obutev dostikrat povzroči, kot ste rekla, otiščance. Pa ne samo obutev, tudi sama deformacija stopal, ki pa nima veze s sezono zdaj. To je pa problem, ki ga imamo lahko konstantno. Medtem ko poleti pride pa do drugih problemov, se pravi, se te morda delno rešijo, včasih tudi malo same, torej, ko se, kot si rekla, prevetri noga, se prezračijo, se v bistvu tudi nekatere težave nekako malo umilijo, pa vendar pridejo pa druge. Se pravi, ko je noga manj zaščitena, bolj odprta, celo stopimo kam z boso nogo, na kakšni plaži, kakorkoli, se pa recimo otrdi koža na stopalih, ker je to pač obrambni mehanizem. Avtomatsko išče neko varnost. Tako, se odebeli, zato ker je pač ta dražljaj jo stimulira k temu, poleg tega je pa presušena, izsušena in iz tega imamo tudi občutek, da je bolj nekako več te odmrle kože, bolj suha, rada tudi poči in tako naprej. Tako da v bistvu priprava na poletje je bolj tega estetskega značaja, medtem ko potem, ko je poletje za nami, pa je nujna pedikura ravno zaradi tega, ker imamo občutek, da se nam je še več te kože nabralo. Kako pa recimo potem poleti poskrbimo, če pridem k vam, potem se pravi iz nogavic, bi rada šla kar v Japonke, naprimer. Kaj mi boste naredili? Ja, torej, če težav ni, sicer teh, da bi morali izvajati kakšno zahtevnejšo tehniko, tako, potem naredimo to estetsko pedikuro tako, da pač najprej seveda noge namočimo v eno tako prijetno in osvežilno kopel, potem odstranimo, torej s to mokro tehniko odstranimo odmrlo kožo, odmrlo kožico tudi okrog nohtov, ne samo na stopalu, skrajšamo nohte in potem, ko je nekako se koža že rahlo usuši, to je namreč tehnika, ki jo izvajamo v Bioni, ni pa edina, se pravi pa nastopi tisti drugi suhi del pedikure, ko pa v bistvu še predvsem brusimo in pilimo in poliramo nohte, pa potem tudi brusimo in pilimo kožo, da je čist popolnoma gladka. Potem jo dezinficiramo in sledi potem po želji lakiranje in pa masaža stopal. Tudi vedno zraven. To je en tak prijeten tretma, ki bo poskrbel za to, da bodo naše noge lepo, da nas bodo dobro nosile in pa dejansko, da se tudi mi malo odpočijemo in spočijemo. Ko pa pride do kakšnih težav, je pa potem torej, Valerija, kot si omenila, medicinska pedikura, tudi sponko, recimo, v Bioni operirate. V narekovajih seveda, pa tudi ne boleče, to je treba povedati. Tako, torej, več vrst sponk za sanacijo vraščenih nohtov je na tržišču na voljo. Mi zaenkrat uporabljamo Podofix sponko. V planu imamo tudi še druge oblike sponk, ampak kakorkoli vse so namenjene sanaciji vraščenega nohta. Vraščen noht je problem, ki se lahko pojavi iz več različnih razlogov. Eden in najbolj preprost in najhitreje rešljiv je ta, da se morda stranka napačno rezala noht, pa je iz tega prišlo do težave z vraščenjem. To je relativno hitro rešljivo, ravno s tem, da mi pravilno potem oblikujemo, počakamo, da se mogoče preraste, naredimo nekaj zaporednih ponovitev. Stranka si med tem sama morda ne krajša nohtov, da jih v bistvu tako samo
mi in hkrati ponavadi si pomagamo tudi s temi sponkami, ki so v bistvu zelo nemoteče, zelo malo vidne oziroma nemoteče tudi, kar se estetskega vidika tiče. Ja, tako. So take dost prozorne, no, in se v bistvu prilepijo na nohtno površino ploščo, taka ozka sponkica, ki ima notri eno tako žičko, in ko jo prilepimo, jo potem v bistvu zavijemo to žičko in tako, da rahlo privzdigne z dveh strani ven iz tega obnohtnega kanala, kjer pritiska. Raste, ne pa v kožo spet. Tako, da ga v bistvu rahlo privzdiguje, in ker je sponka trajno prilepljena gor, raste skupaj z nohtom, torej se pomika skupaj z nohtom in s tem v bistvu razbremenjuje obnohtni kanal. Na ta način pa tudi bolečina je takoj mine, ne, in s časoma se potem tudi nekako sformira noht v pravilno rast. Tako da to je izredno učinkovita in zelo preprosta tehnika in za stranko tudi nemoteča zaradi tega, ker potem to vse tako lepo z gelčkom zalijemo, da se ta žička nikjer ne pozna, niti ne vidi, niti ni moteča, da bi se mogoče zatikala ali kaj takega. In je namenjena v bistvu komorkoli in jo lahko apliciramo na katerikoli noht. Nekako si predstavljamo in tudi običajno je največji problem prvi, tako palec, lahko pa tudi na vse ostale prste in nenazadnje tudi otrokom lahko pomagamo, ker včasih se zgodi, da in pri njih so rezultati zelo hitro vidni, zaradi tega, ker so še se še oblikuje noga, nohtki so še zelo tanki, niso še nič udebeljeni, roževinasti, tako, da bi jih morali kaj še tanjšati ali kaj takega. In zaradi tega imamo zelo lepe rezultate tudi pri njih. Aha, se pravi tudi za otroke, ne? Tudi za otroke, je primerna. ja. Kdaj pa vemo, ne vem, da imamo oraščen noht, no vse verjetno hitro vemo, ne, ko ne začne tisti, boleti. ki imajo, vejo zelo dobro. Ja, ampak ne vem, a to včasih zamenjamo to bolečino, ne vem, pa si mislimo, saj sem nosila kakšne čevlje, ne, pa so me tiščali, Tudi je lahko, da samo kakšen dan, dva nekaj malo boli, pa se potem samo. Če pa je kronično oraščen, potem pa je to problem, ker se nenazadnje tudi vname in resnično zelo boli. Zelo boli, ja, tako da celo se razboli takrat, ko noga ni obremenjena, včasih po noči, ko nismo obuti, nimamo niti nogavic, pa vendarle čuti stranka v bistvu kot eno tako zbadanje, ko se v bistvu noga nekako sprosti, zna biti bolečina še hujša. Problem pa nastane ne samo zaradi nepravilnega rezanja, ja, to je eden izmed, ampak lahko tudi zaradi same preoblikovanja in deformacije nog. Z leti se v bistvu spremeni noga, to je dejstvo, in vsa ta problematika, ki smo jo prej našteli, se pravi in kurja očesa in odtiščanci in vraščeni nohti, vse to je lahko oziroma je skoraj vedno posledica preoblikovanja in deformacije nog z leti. Seveda lahko tudi neprimerne obutve, ukolikor je tako, potem že samo spremembo obutve stvar lahko omilimo in rešimo. Kadar pa gre za deformirano stopalo, takrat pa v bistvu gre za to, da praktično stopalo, ne glede na to, smo obuti ali bosi, nepravilno polagamo med hojo, je ves čas v nepravilni legi, in v bistvu ves čas nek pritisk na neko točko in iz tega potem nastanejo kurja očesa in tiščanci tudi. Tako da dostikrat si mogoče kdo misli, da kurje oko nekaj, kar ima korenino in zraste znotraj navzven. Tako, ravno to sem hotela, ne? Kurja očesa zakoreninjena v naših nogah. Dostikrat tudi namenjena z bradavicami, recimo, ki so tudi pogoste na stopalih. Ne, kurje oko je v bistvu enostavno kožna tvorba, ki nastane ob določenem konstantnem pritisku na eno točko. Lahko so to, da stiska prste skupaj, lahko samo od strani pritiska čevelj, lahko samo malo po strani polagamo nogo med hojo, pa prihaja do pritiska na neko pač periferno točko in tam nastaja trda koža. Čisto preprosto, trda koža, iz katere seveda najprej nastane en utiščanec, torej neka manjša tvorba kože. In ko nekako, bomo rekli, po domače zmanjka prostora, zato da bi se koža še plastila navzven, se enostavno začne plastiti navznoter. In tako stožčasto v obliki špirale se v bistvu razrašča v globino in deluje kot en žebljiček. In tudi boli na tak način kot en žebljiček in odstranjuje se tako, da se stožčasto izrezuje. Gre za v bistvu samo od kožo, tako da, ja.
Lahko ga pa odstranimo samo s tem izrezovanjem. Samo mehansko, ja. Obstajajo tudi kemični preparati, ki se dobijo torej v obliki obližev ali mazil. Običajno vsebujejo salicilno kislino ali kaj podobnega, kar topi kožo. In zna biti včasih to problem, ker jim strankam potem razžre ali pa kakorkoli, torej zmehča še zdravi del kože in to je pa potem problem lahko. Tako da s temi kemičnimi sredstvi, ki so v prosti prodaji, dostikrat lahko naredimo škodo. Absolutno jih pa ne smejo uporabljati ljudje z diabetesom. Sploh, v nobenem primeru. Vedno morajo priti na pedikuro, da jim to mehansko odstranjujemo. Vi potem vidite, ko pride nekdo k vam, seveda individualno, kako je že to uraščeno, kako potem pač postopek. Približno koliko, ne vem, obiskov je potrebnih za ta kurja očesa in ali se potem to rado ponovi? Ja, torej, če gre za vzrok, kot smo rekli, recimo nepravilna obutev ali samo nek sezonska obutev, bomo rekli, nek točno določen, konkreten čevelj, ki smo ga nosili ta in ta mesec v letu in nas je takrat v bistvu tiščal ali kakorkoli obremenjeval, je to hitro rešljivo. Se pravi, z pedikuro plus s tem, da bomo verjetno spremenili to obutev. Če pa gre za deformacijo stopala, je pa to trajni problem in v takem primeru saniramo sicer kurje oko ali katerokoli od naštetih težav, pa vendar potem je treba to vzdrževati, ker je ta potencialna verjetnost, da se ponovi ves čas prisotna, glede na to, da je stopalo trajno deformirano in da ga nekako ne moremo več to spremeniti nazaj. Tako, v vsakem primeru je pa absolutno treba hitro ukrepati, ker nam že bolečina, ne smemo si misliti, da bo minila. Ne, sama po sebi skoraj sigurno, v teh primerih ne. Zanimivo. Ja, noge so res, dejansko nosijo celotno težo našega telesa in res bi morali dati ogromno pozornosti, konec koncev. Zdaj, se pravi, govorili sva o tiščancih. Tiščanci torej nastanejo pri kakšni tesni obutvi, najverjetneje potem tiščanec lahko, če nismo pozorni na njega, tudi pripelje do kurjega očesa. To je naslednja stopnja. Naslednja faza, ja. Omenili sva glivična obolenja prej. Idealna okolja, torej glivičnih obolenj so tista, ko je toplo pa vlažno in ponavadi dobimo kakšne glivice tudi, ne vem, na kakšnih kopališčih, se rade hitro primejo. Kako pa potem pri glivičnih obolenjih, kako zaznamo glivično obolenje? Težko ga vidimo verjetno, na začetku. Torej, najprej jih je treba pojasniti, da gre za dve različni obliki in sicer ena vrsta glivic napada nohte in druga vrsta glivic v kožo. Torej, zagotovo so vlažno in toplo okolje tisto, ki jim daje potencial, da se sploh nekako razbohotijo in da se razrastejo. In kot si omenila, se pravi razna kopališča, skupni tuši, telovadnice, športni objekti, tudi doma v kopalnici med člani družine lahko prihaja do prenosa. In ni potrebno se izogibati takšnim objektom, bomo rekli, ampak je treba biti pozoren na to, da pač tam je potencialna verjetnost, da se okužimo, kar pomeni, da že dovolj, da si dobro osušimo noge, morda celo s kakšnim fenom popihamo, da so res dobro suhe. In pa, da uporabimo kakšno razkužilo, preden se obujemo in odidemo domov. Že to je lahko dovolj, ker v bistvu v kontaktu z glivicami smo dnevno v bistvu vsi, ne glede na to, koliko si čistimo kopalnico, koliko se v bistvu izpostavljamo. Glivice so del flore, ki nas dnevno obdaja. In potem je samo vprašanje, ali se bodo nekako razrasle tako ali ne. No, to je pa seveda več dejavnikov odvisno. Vsekakor je lažje in hitreje reševati težave na koži, torej glivice, ki napadajo kožo. Gre v bistvu samo za to, da se koža dobro očisti. Največkrat se zgodi med prsti, recimo, če govorimo zdaj o stopalih. Med prsti se drobno lušči, srbi, morda celo peče, se naredijo kakšne razpokice in lahko v bistvu rešujemo zadevo že tako, da se dobro osuši. Del med prsti dostikrat pozabimo tudi dobro obrisati. In pa potem z antimikotičnimi mazili, torej mazili, ki delujejo protiglivično, v parih dneh praktično že saniramo težavo.
medtem ko če pa napadejo nohte, Ja, je pa stvar malo bolj komplicirana. Predvsem je odvisno od tega, koliko dolgo čakamo, preden se lotimo zadeve. Ne? Običajno napade noht na prostem robu, torej na koncu, bomo rekli. Tam, kjer ga tudi krajšamo in pilimo, tam se v bistvu nekako pod nohtje počasi gnezdijo, tako, in vedno se začne na prostem robu. In to pomeni, da dokler gre za milimeter, 2, 3 poškodovanega oziroma prizadetega nohta, je stvar zelo preprosta, ker ga je preprosto treba samo odstraniti, zbrusiti morda, če to naredimo na pedikuri, zbrusiti in poskrbeti z antimikotičnimi temi lokalnimi sredstvi, ki so tudi v prosti prodaji in tudi v salonu jih imamo v prodaji, da se stranka potem neguje tudi doma in seveda upošteva vse že naštete dejavnike. Torej dobro usušiti nogo, zračiti nogo, čim manj v zaprte čevlje in tako. Kaj pa, ko že imamo, rumen noht? Ja, tako, to se kaže v obliki najprej rumeno, tako roževinaste barve noht, dostikrat se malo odebeli ali pa kot da bi hotel malo razpadati, torej tak trhel je. To je zagotovo znak, tako. In potem se po nohtni plošči počasi razraščajo proti rastišču nohta in vedno globlje in globlje. In ko pridejo do rastišča, po domače rečeno, tam, kjer imamo lunico, tako lunico, tam noht nastaja in ko prizadenejo ta del, je pa stvar malo težja za sanirati, zaradi tega, ker v bistvu je težko, ne moremo ga odstraniti do tam nohta, ali pa zelo težko. Če pa nam uspe ga odstraniti, potem pa imamo tudi tehnike za protetiko, se pravi, da potem pa v bistvu stranki odstranimo praktično noht skoraj v celoti in ga potem naredimo nazaj z enim posebnim, res posebnim gelom, namenjen zgolj za to. To pa ni ta zdaj, ne? Ne, to pa ni ta. To je prav antimikotični gel, ki ga tudi sicer zatrdimo z LED svetlobo, ampak je prozoren, spodaj vidimo, kaj se dogaja in ves čas spremljamo, tako da stranka ni brez nohta, kljub temu pa je bil odstranjen prizadeti del. Je treba pa poskrbeti za to, da potem na zdravo površino raste nov noht. Tako, ves čas je treba to spremljati, ves čas brusiti in v bistvu odpirati in ponovno nanašati ta gel. Vkolikor pa prizadanejo glivice kompleten noht in še morda kakšnega zraven potem, torej še na drugih prstih, takrat je pa treba potem sistemsko zdraviti. In to pač pomeni, da zdravnik predpiše zdravila in v tem primeru se potem pri pedikuri samo še v bistvu pomagamo s tem, da ga brusimo in oblikujemo in čakamo, da zraste nov zdrav. Hitro rastejo nohti, je verjetno to odvisno, ne, od ljudi? Ja, problem je ravno ta, da takrat, ko imamo prizadete, rastijo še počasneje. Mi bi pa želeli, da hitreje, da se čim prej sanira. Povprečje recimo je, da preraste eno celotno nohtno ploščo, recimo palec, ki je največji, nekje 6 do 9 mesecev, kadar je zdrav. Kadar je zdrav. In kadar ni, pa kvečemo še dlje. Tako da je treba biti prej pozoren, da ne pride do takšnih težav. Zdaj, no pa nam povej, na kaj torej naj bomo pozorni pri glivicah, kako jih mogoče najprej opaziti, že takoj, ko začutimo kakšno srbečico v nogah? Kadar prizadene kožo, je srbečica prisotna. Kadar prizadene noht, pa ne. Noht nas ne bo srbel, ne. Moramo ga opazovati. Se pravi, bodimo pozorni, kaj je na barvo, na mogoče kaj se dogaja. Tako, na spremenjeno barvo. Predvsem to. Če se kakorkoli spremeni barva, da vidimo, da je del nohta bolj rumen, potem je to skoraj sigurno. Rumena barva je tista alarm, ne? In pa rahlo se privzdigne z nohtnega ležišča, spodaj je zopet idealno gojišče, ker prihaja voda spodaj, ko se umivamo, nemogoče presušiti, tako globoko obrišemo samo površino. Zato mogoče zopet presušiti s fenom, recimo, čim dlje imeti nogo suho in pa tudi odprto, oziroma ne brez nogavice, naprimer doma in tako naprej. Pa seveda, tudi kadar smo na kakšnih bazenih, poskrbeti za kakšno to zaščito, oziroma da razkužimo dejansko noht. Zdaj bova zaključili počasi to najino pedikuro, ampak naj te še za konec vprašam samo, kaj pa je s temi kremami, recimo, ki jih zdaj poleti morda toliko bolj kupujemo proti potenju nog, potem
ne vem, tudi se dobijo razni pudri, ne, ki nam rešijo morda kakšno potenje. Je to zdravo, to ni zdravo? Kaj ti priporočaš? Torej, kozmetika za stopala bi naj bila prav ta prava, torej za stopala, ne da bi morda imeli neko univerzalno kremo, ki bi si jo mazali kamorkoli in potem še tudi na noge. Zaradi tega, ker je nenazadnje tudi pH nog drugačen, koža na stopalih in na dlaneh ima tudi eno dodatno plast, ki je drugje na telesu preprosto ni. Torej, zagotovo jih pa delimo na tiste, ki so bolj suha stopala, torej ljudje, ki imajo kar naprej suho kožo in razpoka in tako, potrebujejo bolj vlažilne preparate, in na drugi strani ljudje, ki imajo konstantni težav z potenjem nog, tisti pa v bistvu potrebujejo bolj te druge, torej, ki delujejo tako, da preprečujejo ali pa samo uravnavajo izločanje znoja, in pa tudi te pudri, ki si jih omenila, so smiselni v poletnem času, da se popudra noga med prsti, da se v bistvu puder deluje kot pivnik. Tako, da se ne nabira tiste vlage. In če morda celo obujemo na boso nogo čevelj, je smiselno, da morda tudi uporabimo puder za sam čevelj. In nekaj ur zagotovo nam preprečuje potenje. In se zato v bistvu dobijo tudi posebej pudri v spreju, morda za čevelj in posebej za nogo. Tako da ja, kozmetika namenjena negi nog je drugače zasnovana in ima smisel uporabljati ustrezno kozmetiko, torej prav namenjeno temu. In pa morda tukaj zopet omenim diabetike, oni rabijo pa še posebej kozmetiko namenjeno nog diabetičnega stopala, torej koži diabetičnega stopala. Na to je treba biti zelo pomemben, oziroma pozoren na to. Pa res tukaj bova apelirali na ljudi, naj pridejo k strokovnjakom. Recimo v Bioni pri vas dejansko ste strokovnjaki na več področjih, kot smo že v naših oddajah tudi ugotavljali, sploh pa seveda tudi na nogah, na pedikuri dejansko. Veste, naj vam ljudje zaupajo konec koncev. Tako, torej zagotovo tako kot pri vsaki drugi storitvi, tudi pri pedikuri naše poslanstvo poučiti stranke tudi o problematiki, ki jo imajo, in pa seveda o preventivi. Tako da, ko stranka pride na pedikuro, tisto uro sicer dobi tudi kakšen časopis v roke, če želi, pa kakšen čaj, ampak drugače se pa pogovarjamo predvsem o tem, in eno uro individualnih nasvetov ima tudi svojo vrednost, zagotovo. Ne samo storitev kot taka. Tako, to so zlata vredni nasveti, bi rekla. Zlata vredno je tudi, da se kdaj prepustimo, recimo refleksna masaža stopal je tudi nekaj takega, kar dejansko nam požene kri po žilah, lahko rečemo, ampak ima seveda še ogromno drugih prednosti, in tudi refleksno masažo stopal imate v Bioni. Tako je, že kar dolga leta jo izvaja naša kolegica Diana Savinek. Ona je, njo poznajo vsi, ki poznajo kozmetiko Biona. In ona je v bistvu že leta nazaj opravila izobraževanje za refleksoterapevtko in izvaja refleksno masažo stopal izredno zavzeto, bova rekli. To je zelo veliko vredno. Ona je taka perfekcionistka. Drugače pa refleksna masaža stopal je morda kot nadgradnja, dostikrat tudi se stranke odločijo najprej na isti dan. Sicer zmasiramo stopalo na kratko tudi pri pedikurju, ampak refleksna masaža stopal ni zgolj masaža kot taka. Gre za v bistvu energetsko refleksno-consko masažo, ki v bistvu stimulira energijo po celotnem telesu. Gre v bistvu za bolj intenzivno, mehansko, bolj močno masažo, ki v bistvu se pravi stimulira te refleksno-conske točke, ki v bistvu potujejo skozi celotno telo in v bistvu uravnavajo energijo celotnega telesa, stimulirajo tudi delovanje notranjih organov, in ker je nasplošno, tako kot vsaka masaža, tudi ta močno antistresno deluje, posledično vpliva tudi na težave, ki so povezane s stresom, torej gre za sproščanje mišic celotnega telesa, kljub temu, da jih ne obdelujemo. Potem, naprimer,
zelo pomaga tudi pri težavah z glavoboli, migrenami, ljudje, ki imajo te težave, in v bistvu refleksna masaža lahko to močno umili. Zelo priljubljena ali pa zelo dobra rešitev je tudi za ljudi, ki jih kakorkoli, iz kakršnihkoli drugih razlogov ne smemo masirati. No, to se mi je zdelo zanimivo, ne? Ko si človek misli, ne smeš na masažo, ne? In si potem misliš, da je kar konec. Ne? Ampak so še stopala tu, ne? Tako, skozi stopala lahko definitivno vplivamo na celotno telo. Sploh, če naredimo kombinacijo refleksne masaže, stopal in morda par minut masaže glave kot celotne glave, ne samo obraza, tudi lasišča. V tem primeru si to lahko predstavljamo kot stimulacijo dveh različnih polov, dveh skrajnih točk telesa, ki so med sabo seveda skozi celotno telo povezane, in te energetski kanali, ki jih imenujemo meridiani, so tisti, ki v bistvu stimulirajo in delujejo potem na celotno telo. Tako da ljudje, ki iz kakršnihkoli razlogov ne smejo ali ne želijo biti masirani, lahko z refleksno masažo stimulirajo v bistvu. Kar dosežemo skoraj da enake učinke, ne, masaže. Tako. In tudi zelo priljubljena kot darilo. Ja, tudi, ne? Ja, darilni boni, ki so pri nas, mislim, že nekako res stalna praksa strank naših, da si drugi in svojim dragim podarjajo tovrstne storitve. No, refleksna masaža je nekaj, s čimer težko zgrešimo, ne? Ker kdorkoli... Vsak jo potrebuje, ne, dejansko. Vsak jo potrebuje in vsakemu bo všeč. Mogoče tudi za tiste, ki so žgečkljivi, pa imajo zdaj malo pomislekov. Ja, no, kako pa je s tem? V bistvu, ja. Dobro si se spomnila. Ja, enako velja tudi za pedikuro. Gre v bistvu za zelo konkretno močno masažo, torej kar konkreten pritisk. Ni narahlo nekaj. In pri stopalih, za razliko od drugih delov telesa, je tako, da bolj, ko smo intenzivno primemo, bolj nam je prijetno. Zato, ker stopala nosi celo našo težo, so v bistvu navajena močnih pritiskov in močnih obremenitev. In konkretna masaža je v bistvu izredno prijetna, za razliko od tistih rahlih in površinskih gibov, ki lahko nekoga, ki je občutljiv. Na žgečkanje kar hitro. In enako velja pri pedikuri. Tudi tisti, ki so žgečkljivi, zelo kmalu v bistvu se sprostijo in gotovijo, da je to čisto drugačen prijem. Tako. Strokovni prijem, torej. Je potem res tisti ta pravi. Se pravi, noge smo zdaj nekako obdelali, medicinska pedikura, pa potem estetska pedikura, vse to dejansko tudi lahko je zelo povezano. Ljudje lahko imamo hitro težave z nogami, ne, pa se sploh ne zavedamo tega. Če pa jih nimamo, mogoče ne, pa dobro, da mogoče jih pripravimo noge na poletje. Večkrat tudi vidimo, ne, kako je treba pripravljati noge na poletje. In dejansko je to res, ne, iz zaprtega v odprto. Tudi zase mogoče poskrbimo, ne, na noge pa pozabimo večkrat. Ne, in tukaj je treba res poudariti. No. Zato tudi super, da ste zbrali takšno temo danes, ne, iz Bione, da se pogovarjamo o tem. Je ravno pravi čas, ne, dejansko, da rešimo. Kaj po poleti? Mogoče samo to te neš vprašam. Pravijo, da ko hodimo po plaži, bosi, pa ko je treba dosti hoditi bos, recimo, ne, poleti, pa tudi pesek. To je en tak naravn peeling, ne, pa tudi morska sol, recimo, je absolutno zelo dobrodošla. Zato, če smo na plaži, če nas tisti kamenčki kar fejs motijo, je boljše stisniti zobe, pa mogoče malo potrpeti. No, ne, zdaj ne na bolečino, ampak... V bistvu gre za to, da smo morda prve dni poletja, ko se prvič sezujemo, smo zelo še občutljivi, potem pa nekako se navadimo. Brez problema, ne? Zagotovo hoja z bosimi stopali, kjerkoli, ali po kamnih, ali po travi, je zdrava, zagotovo. Ker včasih, ko smo otroci bili, se mi zdi, da smo veliko bolj tekali bosi, pa nas ni motilo. Seveda z leti, ne, potem pride ta preobčutljivost mogoče. Ampak, če smo malo vztrajni, lahko naredimo veliko dobrega. Zagotovo. No, dobro, super. Je pa fino tudi seveda pri strokovnjakih se posvetovati, če še ima kdo kakršnekoli težave, probleme. Seveda, ne, v Bioni ste vedno na voljo za to, da poveste, da se posvetujete. Stranka tudi, če se ne odloči za storitev konkretno, če pride samo po informacijo, seveda mi v bistvu še vedno izvajamo brezplačne preglede, tudi stopal in potem povemo, kaj in kako sanirati. Lepo. Dejansko sanirati, ker ljudje si kar delamo škodo, ne? Morda s tem, ko
kakšen del telesa našega spregledamo, ne? Potem pa, ko vidimo, da so težave, bi ga pa radi kar hitro rešili. Tako, rešujemo pa tudi zimske pregrehe, mogoče, ne? V Bioni smo, mislim, da kakšna 2 meseca nazaj govorile obširno o tem, kako dobro preoblikovati tudi svoje telo. Še vedno je nekaj časa z vrhunskimi aparaturami oziroma z vrhunskim strokovnim ravnanjem s temi aparaturami lahko pomagate tudi v Bioni pri oblikovanju telesa. Ne bova na dolgo in na široko, bova pa povedali nekaj o tem, Viktorija, in kaj naprimer ponujate v Bioni za oblikovanje telesa, kaj se še da rešiti, katere aparature zdaj na polno delujejo pri vas, polno paro? Torej, na polno delujejo vse aparature, razen laser je zdaj le mogoče laser, smo govorili zaradi sonca, ne, tako, absolutno poleti. Drugače pa, kar se tiče oblikovanja telesa, seveda vse deluje na polno. Torej, posebej bi morda danes omenili limfno drenažo. Zakaj je dobra? Torej, ne zgolj zaradi oblikovanja telesa, pri čemer je namreč nepogrešljiva, ampak vseeno, limfna drenaža je ena v bistvu tehnika, s katero tudi vplivamo na celotne noge, pa če je danes tematika nog, tako, bomo začeli tukaj. Se pravi, limfna drenaža je posebna tehnika, ki spodbuja pretok limfe, ki je tekočina, ki je odgovorna za razstrupljanje telesa, torej odplavlja z telesa vse odpadne snovi in odvečno vodo. Torej, pri ljudeh, ki imajo težave z zatekanjem, z nog, rok, obraza, telesa, kakorkoli, torej zadrževanjem vode in posledično tudi seveda pri oblikovanju telesa je to nepogrešljivo. Pri nas namreč izvajamo 2 tehniki, in ročno in strojno limfno drenažo. Obe imata svoje prednosti. Ročna limfna drenaža, ki jo ravno tako kot refleksno masažo izvaja kolegica Diana, je v bistvu, to je tehnika po dr. Woodru, posebna tehnika, ki v bistvu najbolj nekako priznana in poznana v svetu. Gre v bistvu za na prvi pogled masaži podobno tehniko, pa vendarle ni, ker v bistvu gre za veliko bolj precizen, rahel pritisk. In pa ne nazadnje se tudi ne izvaja s pomočjo kakšnih olj, ampak se dela v bistvu na suho. Koža na koži, dejansko. Tako, in stimulira v bistvu razstrupljanje celotnega telesa, priporočljiva v primeru kakršnihkoli težav z zastajanjem vode ali težav z venami, torej krčnimi žilami morda ali poškodovanimi venskimi zaklopkami in vse to. Torej, v takem primeru ročna limfna drenaža resnično je bolj primerna od strojne. Traja postopek celotnega telesa, traja približno 1,5 ure ali več, polovice pa uro, ne polovico časa, zaradi tega, ker določene predele moramo drenirati, ne glede na to, ali delamo samo tako, ali se recimo sicer posvetimo samo nogam, kljub temu začnemo z zgornjem delu telesa, kjer se v bistvu stimulira vse skupaj, dejansko. Tako da to je ena tehnika, druga je pa strojna limfna drenaža, to je pa v bistvu tako imenovana presoterapija, kakor komu bolj znano. Gre pa v bistvu za aparat, ki je v obliki škornjev in se sistemsko napihuje in s tem v bistvu povzroča pritisk z nadtlakom. Torej s pritiskom stimuliramo pretok vseh tekočin praktično v telesu. Hkrati se lahko izvaja noge do pasu in pa tudi roke. V tem primeru je pa, torej to pa se nekako bolj izvaja v primeru estetskih postopkov, torej kot pomoč. Pri vsakem preoblikovanju telesa ali anticelulitnem postopku je skoraj nepogrešljiva limfna drenaža. No, super. To absolutno je še treba poudariti in tudi v Bioni, torej v prijetnem okolju lahko dejansko obe, tako ročno kot tudi strojno poskusimo. Je pa še vedno tisto individualen pogovor, pregled dejansko je tisto ključno in potem seveda z vašim strokovnim znanjem individualni plan, tako, je najbolj pomembno. Zdaj, ko smo omenili laser malo prej, pri depilaciji smo ga omenjali tudi v pretekli oddaji, ampak zdaj laser bova pustili ob strani, ampak depilacijo pa vseeno izvajate. Zdaj se mi zdi to še najbolj pomembna stvar. Torej, tiste ženske in moški, ki so se odločili za trajno odstranjevanje z laserjem, so tole zdaj v tem obdobju počasi prekinemo, tako morda nadaljujemo jeseni.
mislim, zagotovo nadaljujemo jeseni, ampak v tem času vedno prekinemo. In seveda to, da pa želimo biti brez dlaka ravno v tem obdobju, je pa seveda tudi logično. Tako da ja, zdaj pridejo upoštev v bistvu depilacije z voskom, smolami, tehnike, ki jih več ali manj vsi kar dobro poznamo. Tako da to zdaj nekako smo tudi potem na koncu, ko bomo omenili akcije, vklopili v postopke, ki so združeni recimo s pedikure in tako, da imamo pripravo na poletje. Me zelo zanima, ampak ne bova še, zdaj sicer še imava le nekaj minut, ampak vseeno bova prej še omenili, ko sva zdaj v oblikovanju telesa pri nogah, na nogah se tudi pojavlja celulit, ga najhitreje opazimo, sploh ženske, anticelulitni programi recimo, so tudi tukaj so seveda, kot si že prej omenila, v sodelovanju z drenažami, izjemni uspehi. No pa še, kaj recimo? Še drugi postopki so pa, tako že takrat v oddaji omenjena in zelo pomemben aparat, s katerim resnično lepe rezultate dosegamo, je kriolipoliza. To je v bistvu bolj mišljeno za oblikovanje telesa oziroma za redukcijo maščobnih blazinic lokalno. Tistih, ki jih ne moremo se znebiti, stelovadbo shujšanja. Tako, kljub temu recimo pri ljudeh, ki so sicer aktivni, delajo na tem, da skrbijo za svoje telo, pa vendarle določenih predelov enostavno ne morejo izgubiti. Ne gre tako, da takrat delamo s kriolipolizo in to je v bistvu neinvaziven postopek, kjer s podhlajevanjem maščobnega tkiva dosežemo to, da se potem skozi nekaj časa, torej govorimo o nekaj tednih, maščoba popolnoma odstrani, ta konkretno obdelana maščoba popolnoma odstrani iz telesa in to je v bistvu tudi na dolgi rok izredno učinkovit in tudi trajen rezultat daje. Potem je tukaj elektrostimulacija, tista, ki v bistvu kontrakcijo mišic izvaja, to je neke vrste pasivna telovadba, bi rekli. Torej, gre v bistvu za to, da tudi čvrstimo mišice, da pridobivamo na elastičnosti mišic in kože. To je tudi pomembno, torej eno je redukcija maščobe, drugo je pa potem učvrstiti telo. Povešena koža recimo je velik problem. Tako tudi pri ljudeh, ki so že shujšali, pa potem vidijo, da potrebujejo še dodatno pomoč v smislu učvrščevanja telesa. Potem imamo, kot že omenjeno, limfno drenažo, o njej smo že več povedali, in pa potem so še ročni postopki. Tukaj pa govorimo o anticelulitnih masažah, pa potem kombinacija recimo obdelovanja celulita z ultrazvokom, pa potem ročno masažo, torej utiranje anticelulitnih preparatov z ultrazvokom v globino, potem intenzivno masaža ali drenaža. Da razbijamo vse te... Tako, razne oblike povijanj tudi izvajamo se pravi, za tiste, ki so morda bolj, ki jim je bolj všeč ročne tehnike, izredno učinkovito tudi. Pa potem kakšne obloge z alg in tako naprej. Pa razni peelingi in vse to, da se pripravi koža dejansko na vse te postopke. Eno deluje bolj na globino, torej na maščobo v globini, drugo je bolj površinsko, da zgladimo kožo in da dobi ta lep, gladek relief, torej da se lepo, da je napeta in zdrava. Da je napeta koža, to, kar si dejansko vsi želimo, sploh pa zdaj pred poletjem. Skupaj s telovadbo, s pravilnim prehranjevanjem, torej ti postopki res dosegajo izjemne uspehe. To tudi sami vidite skozi dejansko vaše delovanje v Bioni in veliko zadovoljnih strank imate, tako da to je, se mi zdi, tisti najboljši glas, ki potem seže res v deveto vas dejansko, ki poudarja vašo kvaliteto. Vedno je pa dobro tudi, če seveda, ko vemo, da dobimo strokovno svetovanje pri vas v Bioni, dejansko strokovne tretmaje, si ne morem kaj, da ne bi rekla, da je fino tudi, če imate kakšne popuste, še toliko raje potem izkoristimo dejansko vse stvari, glede na to, da so to stvari, ki nas udarijo po žepu, mogoče, ampak če imamo kakšno ponudbo prijetno, se še lažje odločimo. Tako, s konstantnimi akcijami v kozmetičnem salonu Biona želimo strankam približati te storitve. Zdaj, običajno, se pravi, imamo sezonsko ali nekako tematsko pripravljene akcije, glede na to, kaj je trenutno aktualno. Zdaj, v tem času, torej ravno s tem tednom, pa tja do 30.6., torej mesec in pol,
potekajo kar nekaj akcij. Razdelili smo jih v 2 sklopa. Prvi sklop je oblikovanje telesa. Tukaj smo pripravili v bistvu izredno ugodno akcijo aparata kriolipolize, kjer smo v bistvu pripravili strankam možnost 4 tretmaje zakupijo in še 4 dobijo zraven. Torej, enkrat več kot zakupijo jih tudi dobijo. Torej 8 obiskov kriolipolize je izredno lepo že, no? Se da že kar lepo videti rezultat. Tako. Tako da ta je zagotovo ena najbolj top akcij trenutno. Potem imamo omenjeno presoterapijo, torej strojno limfno drenažo v kombinaciji z infrardečim gretjem tudi, torej to je aparat namreč to omogoča, da hkrati lahko tudi infrardeče gretje vklopimo in da v bistvu pregrevamo, globoko pregrevamo tkivo, poleg tega, da ga dreniramo. Tukaj smo pripravili pa v bistvu dvojno akcijo, se pravi namesto 45 minut, ki bi jih sicer stranka, pardon, 30 minut, in zdaj v bistvu dobi 45 minut, torej 15 minut daljši tretma, ki je namesto 30 evrov zdaj stane 20. Se pravi, še več dobimo še za manj denarja. In še to je v bistvu akcija 5+1. Torej, če smo zdaj čisto konkretni, stranka nas obišče 6-krat za 100 evrov, pa 6-krat po 45 minut je na aparatu, tako da to je izredno ugodno tudi. Potem pa na podoben način tudi elektrostimulacija, torej za kontrakcijo mišic, ravno tako namesto 30 minut stranka priklopljena na aparatu 45 minut in namesto 35 evrov plača zgolj 23 evrov. In tudi ta akcija je v bistvu mišljena na 6 obiskov, torej 5 jih plačamo, 6 jih dobimo, tako da v bistvu je trojna akcija. Dejansko je trojna, ravno zdaj sem razmišljala, kako samo 2, pa še to več časa, manj denarja, pa 5+1. Pa še en obisk gratis na vse. To je v bistvu za oblikovanje telesa. Potem imamo pa še drug sklop akcij, ki so glavne teme, ki so namenjene negi nog in priprave na, bomo rekli, poletje in na morje in na Japonke. Torej, tukaj pa govorimo o pedikuri in stranka, se pravi, če pride isti dan na 2 storitvi, pedikura in celotna depilacija celotnih nog z voskom oziroma smolo, namesto 45 evrov plača 39 evrov. In pa za stranke, ki ne želijo ali ne potrebujejo depilacije nog, ker so si morda dlačice že trajno odstranile. Z laserjem recimo, ne? V tem primeru pa potem pedikuro skombiniramo z omenjeno refleksno masažo stopal. To je pa en tak res sprostitveni tretma. In namesto 53 evrov stranka plača zgolj 48. Postopek pa traja skoraj 2 uri. 1 uro pedikura, pa nekaj 45 minut refleksna masaža stopal. Odlične akcije imate, res tole kar velja izkoristiti, glede na to, da smo v sredini meseca maja, nekaj časa za preoblikovanje telesa je še, oziroma nikdar dejansko ni prepozno, da začnemo s tem, ker rezultati ob doslednosti so lahko vidni tudi že po nekaj obiskih, dejansko. Tako, poleg tega pa v bistvu zadeva nima nikoli konca, če vedno je aktualna, Tako. Je super, no fino. Viktorija, še bi lahko seveda govorili, ogromno je teh vseh tretmajev, ki jih ponujate v Bioni, pa bova zaključili za danes. Samo povabi še naše gledalke, gledalce, ki vas lahko najdejo in tudi na spletni strani oziroma na Facebook strani, ste aktivni, tudi tam obveščate o vseh akcijah. Tako. Naše stranke so na več načinov obveščene vsakokratno o vseh aktualnih akcijah. Drugače pa naša lokacija je še vedno v Celejo parku, torej na Aškerčevi v Celju, v 5. nadstropju, kamor vas pripelje lift direktno pred naša vrata. Tako. Pa tudi stopnice imajo, če bi kdo želel. Tudi za tiste, ki želijo ostati aktivno, priti k vam. Tako da, vabljeni. V vaše prostore. Lepo, vse 3 dame torej čakate na vse tiste, ki dejansko dajo nekaj nase in prav je, da si ljudje vzamemo na tistih nekaj trenutkov in da dejansko poleg sproščanja tudi naredimo nekaj dobrega, zdravega za naše telo.
Lepo. Hvala lepa za danes. Se tebi. vidimo spet kmalu, tako da, Viktorija, prijetne dni in srečno. Ja, in lepo poletje vsem. Enako. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zdaj verjamem, da ste v najinem pogovoru dobili več kot dovolj nasvetov, kako res dobro začeti poletje, še več jih imajo za vas v Bioni, zato jih le obiščite. Srečno in lahko noč.